Dobro večer in veliko dobrega in veliko lepega vsem skupaj ob tem slovesnem trenutku, ko odpiramo Evropsko prestolnico kulture. Mi smo v Sloveniji vsi ponosni na Maribor, na Evropsko prestolnico kulture in si želimo mnogih reči. Želimo si, da bi Maribor živel svojo vlogo Evropske prestolnice kulture čim bolj aktivno, čim bolj dinamično življenje. In da bi se tu dogajali kulturni dogodki, ki bi motivirali in mobilizirali ljudi. Želimo si, da bi v Slovenijo Evropska prestolnica kulture vnesla več optimizma, več dobre volje in več upanja, ki ga potrebujemo v teh časih. Želimo si tudi čisto praktičnih reči. Želimo si tega, da bi slovenska turistična organizacija in vse turistične organizacije v Sloveniji pripeljale svoje mednarodne goste v Maribor, v Evropsko prestolnico kulture. Vidite, želimo si marsičesa in verjamemo, da bo Evropska prestolnica kulture imenitna priložnost za Maribor, za Slovenijo in da bo vsem nam dala novega elana. The cultural capital, the institution of the cultural capital of Europe is one of the most successful parts of our cultural program in Europe. And this is why, because it contributes to the development of a city, to the complete change of the nature of the city. I mean, we had examples of cities which were industrial cities with no tradition in culture, and by being the cultural capital of Europe, they changed completely and they became really very important in the map of the European cultural world. So I expect Maribor to be the same. It will attract a lot of tourists. I'm sure that the people of Maribor and of Slovenia as a whole and from beyond will come to Maribor to enjoy what the organizers have put together. Kot župan sem zelo ponosen na svoje mesto, na slovenski narod, ki se je že vrsto stoletja boril za svojo samostojnost. Še bolj sem pa ponosen, da smo lahko tudi v Mariboru bili z mirom v zgodovini naši uporni in v naših srcih je z mirom bil upor. Maribor, univerzitetno mesto, gledališka in glasbena metropola, umetniški laboratorij, poletni festivalski paradiž, najbolj vroča nogometna arena in nocoj največji oder v državi, Evropska prestolnica kulture. Vaša pričakovanja glede današnjega večera? Jaz upam, da bo to en lep večer za Maribor, predvsem večer, ki se bo trdno vtisnil tudi na zemljevid Evrope. Projekt, ki ga je Maribor dobil, ni pomemben samo za Maribor, pomemben je za Slovenijo in jaz si želim, da bi ljudje, ki bodo prihajali v tem letu v Maribor na prireditve Evropske prestolnice kulture, da to ne bi bil njihov zadnji obisk Maribora, ampak da bi v prihodnosti še večkrat prišli nazaj. To je celotni namen te zgodbe. Pravzaprav so moja današnja pričakovanja že izpolnjena z otvoritvijo hiše arhitekture, kjer smo lahko doživeli ekspresijo potencialov mladih študentov na univerzi, entuziazma, ki je kar vrel med seveda ustvarjanjem in zdaj, ko smo otvorili to in skulpturo pred vhodom oziroma nad vhodom in samo razstavo in karkoli bo več od tega danes bo nevzdržno, ne, hecam se, ampak se veselim seveda. Jaz sem srečen, da se je začelo, ker ta mera negativizma, ki je spremljala otvoritev, ima zdaj šanso, da se obrne v nekaj drugega, ampak to je res zadnja šansa za EPK po moje, tako če danes ne bo nič, ne, potem se lahko kar poslovimo tega, ampak tako kot je velik oder, pa tako slišim napovedi, nekaj bo, ne, tako jaz držim pesti za EPK. Se nameravate udeležiti kakšen od predstav? Ste si že ogledali debel katalog prireditev v tem letu? Še nisem prišel tako daleč, jaz upam, da mi bo seveda čas dopuščal, da bo se udeležil, seveda z velikim veseljem. Priznam, da ne. Poznam seveda tiste projekte, ki se izvajajo v okviru univerze. Za ostalo si bom pač moral vzeti čas, oziroma jih bom sproti vesel vseh, ki bodo prišli naproti.
Jutri greva z ženo pogledat predstavo Črne maske, ki se tudi zelo veselim. Za mene je tako boljše dolgo kulturno, kot pa kratko športno leto. Jaz sem si malo pogledal stvari in ne vem, jaz se bom pustil kar presenetiti. Zdi se, da nekatere stvari od Črnih mask naprej bodo zanimive za pogledati. Kaj so pa vrhunci, je pa zelo subjektivno, ker je umetnost vedno v očesu opazovalca. Meni je fajn, da se dogaja v mestu, začelo se je dogajati in če bo zdaj s tem tempom vsaj šlo naprej, pa pravijo, da bo še tega več, potem smo na konju, kulturnem seveda.